dragi sodržavljani, dragi moji prijatelji. Jaz moram reči, da sem danes prav ponosna na nas. Hvala! Glede na to, kolikega pljuvanja smo bili deležni od zadnjega protesta, koliko žaljenja, smo še vseeno pogumni in pokončni danes prišli sem se zavzeti za to, kar je prav. In čas je že za to, ljudje. Čas je že za to. Zmerjajo nas, da hujskamo, da smo žaljivi, da smo sovražni, da smo malo manj kot državni udar tukaj izvedeli. Medtem, ko ta pravi nasilneži so pa vedno nagrajeni. In dovolj je tega. Mi kot ljudstvo imamo vedno pravico pokazati, da se ne strinjamo z oblastjo in da si zaslužimo boljše čase. Najbolj ste vsi včeraj videli, kaj je Tamara Vonta izvajala nad Borisom Tomašičem. To niso predstavniki ljudstva. To so ljudje, to so norci, ki so se prišli izživljati, ne pa predstavljati interese naroda. In take ljudi bi mogli samo pospremiti iz parlamenta, pa nikoli več v noter spustiti. Ker taki ljudje so nevarni za narod. In mi si zaslužimo boljše. Zdaj, zakaj sem jaz danes sem prišla? Ne samo zato, da podprem gospoda Janeza Janšo in ostale, ki so žrtve krivosodja v tem procesu, ampak tudi zato, ker se kot mlada oseba v tej državi počutim izigrana. Jaz sem odrasla, jaz sem se rodila v samostojni Sloveniji in jaz sem bila prepričana, da jaz živim v urejeni, demokratični, svobodni državi. A se lahko predstavljate moj šok, ki sem ga doživela, ko sem pri 23-24 letih začela se dokopavati do resnice v našem narodu. Do resnice o tem, kaj so z našim narodom počeli po drugi svetovni vojni. Do resnice o tem, kako se je dogajala osamosvojitev, ki nas jo nihče ni naučil. A si lahko predstavljate, kako se mlad človek ob tem počuti? Kar naenkrat vse postane samo še utvara. In dejansko... Dejansko mladi sploh ne vemo, v kakšni državi mi živimo. Ker tisti, ki ne pozna svoje zgodovine, ne more razumeti sedanjosti. In to je režim. Jaz bom rekla temu, kar režim, ker to, kar imamo mi, ni demokracija, niti približno ne. To je režim naredil namenoma. Ker nevedne ljudi je lažje manipulirati. Meni je oče rekel, ko sem bila še majhna, da je Slovenija država, kjer mafija dobesedno cveti. In jaz takrat nisem razumela, o čem on dejansko govori. No, danes pa dobro razumem, o čem je on govoril. Mi imamo v tej državi posebno tožilko, ki vsakič poskrbi, da bo vsak sodni proces proti Jankoviću padel. Pa naj bo ta kriva ljudje! Ki vsakič poskrbijo, da se vodijo nesmiselni postopki proti Janezu Janši. Z našim denarjem, tako je, gospa. Tako. Poleg tega imamo enega sodnika,
ki javno govori, da je gospoda Janeza Janšo treba sfukati. Ali je to pravica? Dajte vi meni povedati zdaj, a je to pravica? A je to pravica? Zdaj, dragi moji, prišli smo do samega roba, do točke vrelišča. In zato imamo mi kot ljudstvo v tej državi vso pravico, da rečemo, da si zaslužimo boljše. Ker predolgo so slovenski narod držali v strahu. In dovolj je, mi ne bomo več sklanjali naših glav in bili tiho. Zato, dragi moji, naj vas ne bo strah, ne se bati, ne biti tiho nikoli, vedno govorite resnico in ne pustiti, da se resnica potepta. Dovolj je delitve na prvo in drugo razredne državljane. Mi si zaslužimo pravično Slovenijo, ki dela v interesu naroda, ne pa v interesu določene elite. In na tej točki bi samo še povedala, gospod Janša in vse ostale žrtve krivosodja, mi smo z vami. Mi vas podpiramo. Ker tudi mladi se vse bolj zavedamo resnice. Ja, tako, se strinjam, končno. Vse bolj se zavedamo resnice in kaj se v resnici dogaja in tudi nam je dovolj. In tukaj smo, da Slovenijo popeljemo v boljše čase. Za Slovenijo!